Na današnji skupščini Luke Koper so bili sprejeti vsi s sklicem predlagani sklepi, razen prvotni sklep uprave in nadzornega sveta o uporabi 30 milijonov evrov bilančnega dobička. No, kot sem na predstavitvi, ko smo prikazali gibanje oziroma izplačilo dividend, težko komentiram karkoli, to je stvar lastnika, tako da težko komentiram odločitve lastnikov. Ta je predvideval delitev dividend v višini 92 centov na delnico, za kar bi družba namenila slabih 13 milijonov evrov. Namesto tega je bil sprejet nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga, po katerem bodo delničarji prejeli €1,07 centov dividende na delnico, skupaj skoraj 15 milijonov evrov. Ker je bil sprejet predlog SDH, ki ga je večinski državni lastnik sicer podal za predlogom Vseslovenskega združenja malih delničarjev, se v nasprotnem predlogu VZMD, ki je predvideval enako dividendo kot lani, torej €1,33, na skupščini ni glasovalo. Prihodki so padli za 12%, ravno tako stroški, tako da tukaj imamo določene projekte interno, ko smo jih tudi zagnali na začetku leta, ko se je to začelo dogajati, tudi na stroškovni plati, oziroma operativni plati. Skupščina se je seznanila tudi s sklepom sveta delavcev, ki so za svojega predstavnika v nadzornem svetu izvolili Mehrudina Vukovića.